poveljnika, prosim, izvolite. Lepo pozdravljeni, današnji obisk predsednika Republike Slovenije gospoda Pahorja si štejemo v čas. V jutranjem delu smo opravili delovni razgovor z štabom Civilne zaščite za Pomurje in pa seveda vsemi predstavniki inštitucij, ki so vključene v COVID epidemijo. Zaključek tega z naše strani je takšen, da se je sistem varstva pred naravnimi nesrečami odzval pravočasno in moram se zahvaliti vsem, ki so sodelovali oziroma ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči, ter ravno tako pri ukrepih vezano na epidemijo COVID. Mislim, da smo v drugem delu COVID-a in da bomo samo s sodelovanjem vseh teh služb, ki so pač pristojne v sistemu zaščite, reševanja, tudi uspešno končale to epidemijo. Hvala lepa. Ja, lep dan tudi z moje strani. Jaz bi se najprej rad zahvalil predsedniku, ki si vzame čas in vidim, da je ta čas, bom rekel, dobro izkoriščen, da so vsi tisti, ki sodelujejo v tej naši nezgodi, ki nas je doletela, zadovoljni z njegovo prisotnostjo in pa tudi z njegovimi vprašanji in pobudami. Seveda pa tudi so zadovoljni tudi tisti, ki jih pozdravi v domovih starejših občanov in na drugih lokacijah. Seveda se moram zahvaliti tudi Martinu, ki je vse to organiziral tukaj v Prekmurju, Pomurju, nikoli ne vem, kako prav rečem. Tako da jaz sem prepričan, da bomo z našo pomočjo, ki jo nudimo zdravstvu od tistega nesrečnega marca lansko leto, upam, vsi skupaj z zdravstvom na čelu počasi zaključili in da bomo to stvar pripeljali čim bolj uspešno do konca in bomo potem se morda srečevali v kakšnih drugih lepših okoliščinah. Hvala lepa. Jaz sem prepričan, da delim mnenje vseh županj in županov iz Pomurja. Zaradi omejitev števila bom govoril v njihovem imenu in se zahvaljujem predsedniku in ekipi za to, da so si vzeli čas in nas obiskali pravzaprav vse tiste, ki smo tako ali drugače vključeni v to borbo zoper COVID. Rad bi pa posebej izpostavil nekaj. Mi smo se v prvi in drugem valu COVID-a marsikaj naučili, spoznali pa, da smo izjemno solidarna družba, da smo humana družba, da znamo humanitarno stopiti skupaj in to, kar je najpomembnejše, da so se v to humanitarno aktivnost vključili mladi. Hvala še enkrat predsedniku, hvala vsem tistim, s katerimi smo se danes pogovarjali, tudi tistim, ki danes zaradi omejitev niso mogli biti zraven in vse, kar sem povedal, nas navdaja z optimizmom. Hvala. Spoštovana poveljnika, gospod župan, gospe in gospodje. Najprej ne povem, da je to moj tretji obisk, tokrat v pomurski regiji, pri Pomurskem štabu civilne zaščite. Do izteka krize bom obiskal tudi druge regionalne štabe civilne zaščite, se pogovoril z njihovimi vodilnimi ljudmi in obiskal tiste institucije, ki so bile in so še vedno v času zdravstvene krize najbolj izpostavljene. Naj začnem z neko splošno izjavo. Na dan samostojnosti in enotnosti smo v Slovenijo dobili cepivo. Vemo, da cepivo predstavlja rešitev zdravstvene krize. Danes me prevzema občutek sreče, ker bodo naši otroci, vsaj tisti iz prve triade, prihodnji teden odšli v osnovne šole. To se mi zdi je drugi tak spodbuden znak, da se vendarle kriza počasi izteka. Vendar, tudi iz pogovora z najbolj odgovornimi ljudmi, tako na ravni civilne zaščite, kot na ravni institucij, ki skrbijo za najbolj ranljive skupine. Vem, da je na preizkušnji tudi naše potrpljenje. In to moramo razumeti. In glede tega bi rad nekaj rekel. Opažam, da tisti ljudje, ki najbolj skrbijo za naše zdravje, za to, da naše življenje poteka kolikor toliko v teh razmerah normalno, ki so najbolj izpostavljeni, ki najbolj stresno živijo, imajo največ vere in optimizma v rešitev te krize. Medtem, ko marsikdo od nas, ki ni tako izpostavljen, se preda prehitro malodušju, jaz mislim, da moramo zdaj nekako skupaj
te zadnje mesece zdravstvene krize dati najboljše od sebe, spoštovati delo tistih, ki so najbolj izpostavljeni, pomagati najbolj ranljivim skupinam, ostali, ki nismo toliko izpostavljeni, pa sodelovati s tem, da smo dovolj strpni, da smo pozorni na to, da ko pridemo na vrsto, se cepimo, da si se en drugega čim bolj razumemo in da pripeljemo do konca zdravstveni del krize. Zlasti danes, v pogovorih tukaj v Murski Soboti, potem, ko sem bil na to opozorjen že v Celju, pa moram dodati še eno stvar. Ko bo konec zdravstvene krize, ne bo konec vseh težav, ki jih je zdravstvena kriza povzročila. Tisti, ki se ukvarjajo z najbolj ranljivimi skupinami, me na teh pogovorih opozarjajo, da se bodo nekatere težave šele prav začele. To pravim zato, ker je morda že zdaj nastopil čas, da vsi, ki imamo kakršnekoli odgovornosti glede tega, dobro organiziramo naše resurse tudi za ukvarjanje z stiskami ljudmi, ki jih napovedujejo strokovnjaki po času zdravstvene krize. Seveda, gledajte, ko bo konec zdravstvene krize, nam bo vse odleglo in gotovo glavni problemi bodo za nami. Ampak kot rečeno, moramo biti že danes v začetku leta pozorni na opozorila, da bodo potem ne samo socialne, ampak tudi duševne stiske, ne samo običajno ranljivih skupin, tudi drugih, ki niso tako prizadete, tokrat pred nami in jih bo treba tudi na sistemski ravni reševati. Naj rečem, da na ljudi, ki se ukvarjajo s temi problemi, v prvih vrstah gledam z velikim občudovanjem. Moji pogovori niso namenjeni samo temu, da si sam ustvarim neko mnenje in ga potem v pogovorih s tistimi, ki se dejansko ukvarjajo s temi sistemskimi ukrepanji v času krize, delim. Gre tudi za to, da jim izrazim hvaležnost v imenu države, v imenu vseh naših ljudi, zaradi njih, zaradi njihove predanosti in profesionalnosti, zaradi njihove čisto človeške dobrote, bomo to krizo, gospe in gospodje, premagali. Zdaj pa rabimo neke tiste zadnje, kako bi rekel, človečnosti, najboljših plemenitih človeških vrlin med nami, da skupaj prestopimo to ciljno črto.